Vlada se ni odzvala na krizo, kot smo že slišali. Problem pa je, da za najrevnejše pomoči celo zmanjšuje. V letu 2022 bo denarno-socialnih pomoči manj za 32 milijonov evrov, 2023 pa še dodatno manj za 21 milijonov evrov. Se pravi, sploh se ne zaveda, da krizo imamo, da se jo pa reševati, ker na cene energentov ne moremo vplivati zares samo tako, da najrevnejšim pomagamo. Dohodnina tega ne bo rešila, ker pomaga najbolje plačanim, ne pa najrevnejšim. In pa drugič, to, kar se stanovanji dogaja, pa čista katastrofa. Glejte, takrat, kot kar smo mi v parlamentu, smo se 5 let prepirali o fiskalnih pravilih in podobnih neumnostih in stanovanja se seveda zaradi tega niso gradila, ker ni bilo denarja. Zdaj denar je, pa se še vedno ne gradijo, cene so pa znorele. Jaz sem pred oddajo šel na Surs pogledat, niso samo v Ljubljani znorele, po celi Sloveniji. Če vzamemo ceno iz leta 2015, se je v mestni občini Ljubljana povprečno stanovanje do danes podražilo za 60%, v Sloveniji pa za 49%. In edina rešitev, edini lek, ki ga imamo, je, da država začne graditi stanovanje in to bo prva naloga naslednje vlade.